Torej, ko enkrat razumemo, kako delujejo prompti, ko enkrat razumemo, da si lahko z dobrim promptom, ki ga napišemo, olajšamo delo, predvsem tista dela, tiste zadolžitve, ki se ponavljajo, ali pa tiste majhne naloge, ugotovimo, da lahko stvari avtomatiziramo. In zato je odgovorno, recimo, kako bi rekel, zato uporabimo prompte, ki smo jih že enkrat napisali in so delovali dobro. To je bistveno tukaj. Kaj je avtomatizacija v tem primeru? Zdaj vsi govorijo o avtomatizaciji, o AI agentih in podobnih izrazih. Workflow automation je angleški izraz ali pa avtomatizacija delovnih tokov. To je preprosto v kontekstu uporabe ChatGPT ali pa velikih jezikovnih modelov je to veriženje nekih promptov. Ko se naloga ena konča, se pravi, je bil en prompt izkoriščen, en output narejen, gre ta output v naslednji prompt. Kaj se splača avtomatizirati? V bistvu vse, kar se več kot dvakrat ponovi. Za vsako nalogo, kjer napišete prompt ali pa dajete navodilo več kot dvakrat, se splača avtomatizirati. Kako to naredimo? To naredimo v projektih, ki sem jih na začetku omenil. Se pravi, ponavljajoče se naloge, časovno potratno delo, nekaj, kar vam vzame veliko časa. Recimo tudi neko sestavljanje kakšnih Excelov, analitika Excelova in tako naprej. Tudi v tem so veliki jezikovni modeli postali presenetljivo dobri, predvsem, ker se analitike lotevajo ne več preko generiranja novih tokenov in napovedovanja naslednje besede, ampak pisanja prave kode oziroma prave kode v Pythonu, programskem jeziku. Avtomatizirati se splača tudi delo, ki je podvrženo napakam. Če nekaj prepisujemo, neke recimo prejete račune iz mailov v nek ERP ali pa nek CRM ali pa poizvedbe strank in se pri tem namesto to, da je stranka naročila 5 kosov tega in tega, zgodi, da napišemo 6 kosov, pa pošljemo 6 kosov, smo naredili škodo morda stranki, ne pa sebi, če pošljemo premalo in tako naprej, smo tudi naredili škodo ali pa naredili napako. In take stvari, ki jih zdaj vidimo, recimo, ko dobivajo firme, recimo prejete račune, eni so slikani, drugi so v PDF-ju, tretji so napisani na roko in tako naprej, ali pa kar v mailu, take stvari se splača zelo, zelo učinkovito avtomatizirati. Bistvo je, da se bo ChatGPT, seveda se lahko zmoti, ampak se zmoti v veliko manjšem odstotku, kot se zmoti človek. In tudi delo je hitreje upravljeno. Pa splača se pravi, vse, kar sem zdaj omenil, je sistem, ki je prilagodljiv za širitev. Vedno se moramo vprašati, ali je ta sistem, ki ga opravljamo na delovnem mestu ali v podjetju, pripravljen za širitev. Se pravi, omenil sem prejeti računi po mailu, po kakšnem drugem kanalu v ERP. Ali to lahko razširimo še na kakšno drugo enoto, recimo poročanje v računovodstvo ali pa recimo skrb, kontaktiranje, pogovor z naročnikom, s klientom, kakorkoli, back and forth, sem in tja, kaj so naročili, kaj bi potrebovali. To se lahko shranjuje v neko bazo in to se lahko vse avtomatizira. Mi na koncu dobimo, kar smo delali recimo prej v tem, ko smo naredili nek povzetek zapisnika. Mi lahko takšne povzetke si na kakršenkoli kanal pošljemo, ki so zelo kratki, mogoče par vrstic, mogoče na kak Telegram, smo na poti, smo na smučanju, smo na morju, dobimo sporočilo, ta pa ta stranka, rabi to pa to, kakšen je vaš naslednji korak, izvedi ta korak, pošlji stranki dogovorjeno robo in tako naprej. S temi stvarmi se zdaj in samo še s tem skoraj da ukvarjamo, se pravi, da avtomatiziramo, kar se avtomatizirati da, ampak pri tem skrbimo, da je varnost na prvem mestu. O varnosti se bomo tudi na koncu pogovorili, zaradi tega, ker so varnostne metode ene zelo ali pa ker je varnost spregledana
v zadnjem času. Vsi so se lotili in uporabljajo ChatGPT ali pa Claude ali pa Gemini in tudi kitajske recimo konkurente na veliko. Ne vprašajo se pa, kam gredo ti podatki, kaj se s temi podatki zgodi v ozadju, kdo s tem razpolaga in tako naprej. Zasebnost in zaupnost sta v tem primeru zelo pomembni in vsakeč, ko se tega lotevamo, se moramo tega zavedati. Skratka, rad bi se ustavil pri skills. To si je umislil Anthropic, to je konkurenčno podjetje ChatGPT oziroma OpenAI in Anthropicov model je Claude, ki je začel skillse prvi uporabljati. Skillsi so izjemno učinkovito napisani prompti, pozivi, dolgi prompti, ki, s tem se bomo zdaj pogovarjali, ki skrbijo za avtomatizacijo teh delovnih tokov. Ne? Se pravi, ChatGPT v osnovi ne pozna vašega dela, načina dela. Vsakič znova morate napisati nek osnovni prompt, deluj kot, kaj moraš narediti, cilj določiti, se pravi, zakaj to delaš in kako naj to bo izvedeno, kakšen naj bo output. Ne? Ampak skills je standard, ki je zdaj odprt in ga lahko uporabljajo vse platforme, vsi ponudniki in skratka ugotovili so, da skills delujejo zelo učinkovito in da se vsi modeli zelo podobno odzivajo na ta sistemski prompt, sistemsko navodilo. Vsebujejo recimo mape in datoteke, vsebujejo sistemsko navodilo, se pravi SOP, Standard Operating Procedures, vsak postopek, ki ga imate, ki se vam ponavlja, stavim, da ga lahko definirate na način SOP-ja. Se pravi, kaj je uvodni korak, kaj se po tem koraku zgodi, kaj se mora po tem koraku zgoditi, kaj se vmes dela in tako naprej. To so SOP-ji. Recimo povzetki poročil, analiza Excelovih podatkov, priprave e-mailov, zapisniki sestankov in tako naprej. To, kar smo že govorili. V praksi, kaj to pomeni? V praksi pomeni zelo konsistentne rezultate. Rekli smo na začetku, da mogoče semantično oziroma sintaktično zaporedje besed in izbira natančno določenih besed v zaporedju ali pa v stavkih ne bo enaka, bo pa pomensko na las podobno, če bi šli celotno besedilo brati. Se pravi, podobna bo struktura, improvizacije ne bo več toliko, kot je bilo prej, ko ste spraševali ChatGPT, pa ni bil dober odgovor, pa ste postavili pod vprašanje, pa ni bil pravi odgovor, pa še eno pod vprašanje, pa ste se ujeli v eno past, v eno zanko, kjer ste porabili več časa s ChatGPT-jem, kot bi ga porabili sami. Se pravi, v praksi pomeni to tudi hitrejši workflow, brez ponavljanja navodil in prenosljivost. Kaj je recimo zelo, kaj je meni velika dodana vrednost teh skillsov? Je prenosljivost. Se pravi, vi napišete en skill, isti ta recept ali pa to navodilo lahko uporabijo vsi drugi, ki uporabljajo ChatGPT ali Claude ali karkoli drugega v vaši ekipi. Se pravi, v našem primeru konkretno pripravljali smo se na en evropski razpis, kjer smo imeli zelo, zelo malo časa in vsak izmed ekipe je imel za rešiti eno poglavje. Vse do finančnega dela, ki smo ga morali seveda bistveno bolj podrobno dodelati, ampak opisi, storitve, zakaj smo šli na razpis in vse skupaj je zelo dolgo. Ampak ker smo imeli vsi enak skill, se pravi naš wording, naš način komunikacije, naš način podajanja informacij ali pa outputa, so bile vsa poglavja, vse točke enako napisane. Čeprav so delali to 3 ljudje. In to je neverjetna pridobitev. Vsi, ki ste se ukvarjali z razpisi, veste, o čem govorimo. Ena preprosta spletna stran, kjer je to pojasnjeno, je Agent Skills, odprti standard. Tukaj je zelo dobro pojasnjeno, kaj so skillsi, oziroma kaj to je in kako se sestavijo, specifikacije in tako naprej.
In to je dost tehnična za navadnega smrtnika, dost tehnična razlaga, pojasnilo. Presenetljivo dobro pa to razumejo veliki jezikovni modeli. Bolj kot je tehnično, bolj je velikim jezikovnim modelom jasno, ker v njihovem treningu so ti modeli videli ogromno recimo programske kode, ogromno specifikacij in točno vedo, kaj pomeni en program, kaj pomeni ena vrstica, kaj pomeni en ukaz v tem programu. In na podlagi te strani agentskills.io, ki jo vidimo tu zgoraj, bomo mi sestavili svoje skille. Če gremo sem, ta primer, ki sem ga prej začel opisovati. To je zdaj zelo recimo generičen primer, ampak zelo hitro se da z tega nekaj narediti, pa nek dokaz vrednosti predstaviti. Naš primer je operativno načrtovanje kampanje Mobilna starost. To je transformacija nestrukturiranega timskega pogovora v profesionalno projektno dokumentacijo, načrtovanje oglaševalske kampanje. Se pravi, ta oglaševalska kampanja bo predstavila storitev prevozi starejših na dom, proračun je 20 000 evrov, rok za lansiranje je čez 3 mesece, začetek oglaševanja je 14 dni pred lansiranjem. Pija bo v našem primeru vodja projekta, Marko bo prevzel marketing, Andreja bo prevzela finance, se pravi finančni načrt. In mi bomo tukaj naredili nekaj skillsov. Prvi skill bo zapisnik, se pravi iz nekih zapiskov, nekoherentnih prepisa zvočne datoteke bomo ustvarili profesionalni zapisnik oziroma skill za zapisnik. Naslednji korak bo status update, predloga za pripravo status reporta za vodstvo. To je zelo koristno. Potem pa še en mini SOP skill, postopek za kreiranje mini SOP-jev. Na podlagi tega, kar se bo ekipa v teh 3 mesecih dogovarjala in izdelala, se bo naredil SOP, da se bo, ko bo naslednja kampanja na vrsti, že imamo za to skill, po istih principih, po istih korakih bomo šli čez naslednjo kampanjo. Zato imamo tudi nekaj dokumentov in pogovarjali se bomo seveda v chatcih. Ker smo rekli, da imamo tukaj že en projekt, ali pa bomo začeli novega, pa bomo rekli, da bomo poimenovali ta projekt zapisnikar. Recimo. V ta projekt bomo naložili, ali pa bomo začeli najprej takole. Iz tega sestanka pripravi profesionalni zapisnik, ki bo služil kot podlaga za začetek našega projekta oglaševalske kampanje. Nekaj imam shranjeno tukaj, recimo, oglaševalsko kampanje. Tukaj, to bomo skopirali takole moram reči. No, zdaj mi pa malo nagaja. Tudi to bomo dali zraven. Opis kampanje. Se pravi, kaj je storitev, to, kar sem prej povedal. In na koncu še, ločili bomo s 3 minusi. To bomo malo stavili. Prehitro sem stisnil Enter.
Aha, kick-off zapisnik. Zdaj bomo najprej tole ponovili, a ne? Ker nisem dal zapiskov sestanka. Malo prehitro se mi je zgodilo, da se je stisnil tale. Da se je stisnil tale naš enter. Se pravi, zapisnik sestanka in stisnemo send. Se pravi, izhodišča kampanje, povzetek razprave, ključni sklepi, naloge in odgovornosti, kdo je za kaj odgovoren. Tukaj vidimo recimo, kdaj so roki in tako naprej, časovnica, tveganja in odprta vprašanja in tako naprej. Naslednji korak smo rekli, da bo povzetek za vodstvo. Zdaj še ne delamo skillsov, ampak zdaj delamo povzetek za vodstvo. Ampak v tem primeru bomo najprej prikazali način, pripravi povzetek za vodstvo. In to je kratek povzetek za vodstvo. Kaj pa zdaj mi v bistvu želimo s tem narediti, ne? To smo ponovili. Zdaj bomo naslednjič dobili spet zapisnik sestanka in bomo spet morali pisati nared to, nared to, nared to, nared to in bomo spet morali vse skupaj pisati, ne? Ampak jaz bi želel, da naslednjič, ko bom jaz imel en zapisnik, ko se bodo ti trije srečali naslednjič, pa imeli spet en zapisnik, pa pregledali, pa določili neke sklepe, da ne bom rabo več vsega na novo pisati, ampak bom rekel, ok, jaz bi rad, da mi iz tega narediš skill, da bo enako strukturiran sestanek, kot je bil zdaj, zato bomo naredili sledeče. Preprosto bomo šli na spletno stran Agent Skills, tukaj imamo copy page, še enkrat, copy, pa rekli, preden smo šli to delati, povzetek za vodstvo, bomo to zbrisali, bomo rekli, iz tega toka, from this workflow, ustvari skill, ki ga bom lahko zmeraj uporabil. Skill, vse potrebne informacije za ustvarjanje skilla najdeš tukaj. Pa bom prilepil tisto besedilo, ki sem ga kopiral tukaj, copy, page in pognal naš prompt. To seveda traja nekaj časa,
ampak zelo razume, ne, kaj je skill. In vsak skill ima recimo nek front matter. Spredaj je v obliki YAML zapisa, to naj vas ne zavede, ampak med dvema recimo tema razdelkoma, ki jih ločijo po trije teleminusi oziroma pomišljaji, je ime, je opis in kdaj se tale skill uporablja, ne? In zdaj imamo mi en odličen template, ki ga lahko uporabimo vedno in vedno znova, ne? Temu rečemo tudi meta prompting, ekstremno koristen. Ustvaril je kar 2 zapisnika, ampak mi bomo zdaj vzeli samo ta prvega, ker drugega ne rabimo. Zaradi tega, ker zdaj delujemo zato, da pokažemo, kako se to lahko izkoristi. Se pravi, skopiramo, gremo v naš projekt, zapisnikar, sources, damo add, text input, podamo zapisnikar in skopiramo naš sistemski prompt oziroma skill tu noter, ne? In zdaj lahko testiramo tole, ne? Aha, še nekaj bomo naredili. Tukaj bomo v instructions zapisali za vse naloge preglej vire datoteke, ki so shranjene v projektni kako se temu reče, projektnih virih, oklepajo sources, ker je po angleško, a ne? Save. Torej, še enkrat bomo ponovili isto stvar. Prepis sestanka bomo skopirali v naš tale ChatGPT, brez kakršnih koli navodil. To pa zdaj ni pravi prepis. Moram še enkrat tole narediti. In ga pognali. To smo se pravi začeli zdaj pogovor znova. On bo prebral tale skill. In bo vedel, da mora narediti zapisnik sestanka kampanja mobilna starost. In če se spomnite, zdaj, ko bo končal, ne? Kaj smo s tem dobili? Če gremo pogledat v prejšnji chat, ne? Se pravi tale naš zapisnik, zaključek, tveganja in odprta vprašanja, časovnica, naloge in odgovornosti, ki smo ga prej naredili na suho, brez skilla, to je pa zdaj tale za skillom, je zelo podoben, tveganja in odprta vprašanja, časovnica in meniki, tabela, naloge in odgovornosti in tako naprej. Se pravi, mi smo zdaj svojega prvega agenta oblikovali in naredili sistem, ki je ponovljiv. Vsakič, ko bom jaz naložil nov prepis nekega sestanka, bo ta naš agent, ki je imenovan zapisnikar,
odreagiral enako, kot je na vse ostale zapiske. A ne? In ker imamo možnost, da tukaj naložimo še nekaj drugih, recimo, ki jih imam že vnaprej pripravljenih, bomo naložili še nekaj drugih, ki smo jih na zelo podoben način naredili, recimo še povzetek za vodstvo. Bomo rekli še ta status update, a ne, skill. Smo naložili in rekli, ok, pripravi status update. Ker ve, da mora prebrati navodila, ki jih ima v svojem projektu, a ne, bo status update na tak način naredil, da bo vedno znova ponovljivo. Če bi ta recimo prompt ali pa vzeli recimo tale povzetek sestanka, a ne? Kaj hočem s tem povedati? Če bi vzeli ta povzetek sestanka, oziroma povzetek, zapisnik sestanka in rekli, jaz bom popolnoma nov chat začel, pripravi povzetek. Še ena zanimivost. Če opazite, sem dal prejšnjo besedilo iz prejšnjega pogovora med trojne narekovaje. Se pravi, tu sem uporabil narekovaje, pa na koncu sem uporabil narekovaje. Z narekovaj določimo nek blok, ki se ne spreminja, ki je neka source of truth, se pravi vir resnice. In to on jemlje kot neko zaprto enoto, na katero se mora ves čas navezovati, ne? In tega ne spreminja, ve pa, da mora to tretirati skoraj kot nek citat, ne? Vir resnice. In zdaj bomo, glede na to, da sem rekel pripravi povzetek, dobili zelo, zelo podoben output, kot smo ga v prejšnjem promptu. Ker ve, da ima v svojem tem sources, ne, že tale skill. Zdaj bom najprej povzel, kar smo zdaj delali, a ne? Pogledali bomo, ne? Mi smo najprej ročno smo začeli nek zapis, pa bomo rekli, iz tega sestanka pripravi profesionalni zapisnik, ki bo služil kot podlaga za začetek našega projekta. To je prvi korak. In potem smo prepis prvega in uvodnega sestanka med Pijo, Markom in Andrejo dodali zraven. In on je iz tega prepisa, ki smo ga mi pogledali, naredil zapisnik. Tale zapisnik je bil dober in smo rekli, ok, ta zapisnik mi je všeč, zdaj pa želim, da iz tega zapisnika pripraviš skill. Kako smo tale skill pripravili? Povedali smo. Iz tega toka ustvari skill, ki ga bom lahko zmeraj uporabil. Vse potrebne informacije za ustvarjanje skilla najdeš tukaj. In potem sem šel na spletno stran Agent Skills, skopiral what are skills tale page in ga dodal zraven v ChatGPT, a ne? In on je na podlagi tega navodila naredil nek standardni operativni postopek, po katerem se bo zmeraj, ko bo dobil zapisnik, ravnal.
To je to. Zdaj pa gremo naprej, da ne bomo preveč časa izgubljali, ne. Sam to bi še rad povedal, zakaj so projekti tako koristni. Zaradi tega, ker se zgodovina uporabe nekega postopka ali pa nekih promptov ves čas shranjuje tukaj zraven in se lahko vedno znova podamo nazaj v zgodovino in pogledamo, kaj je bilo na neki določeni točki narejeno. In to je na nek način neka baza, ki jo imamo zmeraj na voljo in služi tudi kot neko sidro. Zato, da se ne zmotimo, ker večina ostalih promptov oziroma vsi ostali prompti se shranjujejo v zgodovini, ki je pa lahko ekstremno, ekstremno dolga, a ne? In jo je zelo težko najti. Tukaj iščemo šivanko v kupu sena, v bistvu, če bi radi prišli do točno določenega zapisnika, ne? Ali pa do točno določenega outputa, odgovora, ki smo ga, 3 mesece nazaj ponudili. Na tak način ostaja vse tukaj. Lahko pa še nekaj naredimo, ne? Ker vemo, da ChatGPT je dober tudi pri tem, da nas opominja, ne? Mu rečemo pripravi task, nažalost v angleščini bo tako bolje razumel, za tedenske sestanke v torek ali pa opomnik, bomo rekli opomnik in v oklepaj dali task za tedenske sestanke v torek ob 9. za omenjeno ekipo. In on bo ustvaril iz tega task, kjer bo ChatGPT na mail poslal opozorilo in seveda tudi evo, to je za naš task, ne, udeleži se tedenskega sestanka ekipe Mobilna starost weekly on Tuesday at 9 a.m. In mi dobimo mail in tu lahko določimo še turn on desktop notifications, ne. In dokler ga ne bomo tukaj izbrisali, bo ta task nadaljeval, Lahko jih pa pogledamo tudi v settingsih in imamo schedules, ne. In vidimo tukaj udeleži se tedenskega sestanka, recimo v tem primeru.